Hvala Gospode. Dobro je biti v Božoj prisutnosti. Da so Peter, pa Jakub, pa Janez bili z Jezusom tu na gore, da je Peter pravo, dobro nam je biti tu. Napravimo, nika ukrenemo, napravimo tu nika kamaleko stalno v Božoj prisutnosti, dragi moji. No, ne treba nika napraviti, da smo leko stalno v Božoj prisutnosti, zavolo toga, kaj Jezus je napravil vse to. Aleluja, njeme pripada vsa slava, hvala in čas. In ja vas lepo pozdravljam v tom nedeljskom jutri na srečanje z Gospodom. Na srečanje z njegovou besedov in na srečanje z njegovimi otroki. Mi vsi smo Božji otroki in do vkuper pridemo, da se srečujemo, tu eden z drugim izbrali smo se kot ena velika družina. Kot velika družina, kot del ene ještě večje družine. Ne samo ta velika družina, pač pa kot del ještě ene večje družine, štera je umeščena, štera je postavljena na različnih krajih te zemlje. Bog nas je postavil na različne kraje te zemlje in tu v Nuskove smo na jedan poseben način blagoslovljeni od njega. Blagoslovljeni od njega, kad se že tjavko časa leko v meri zbiramo, se včimo iz Božje besede in znate, da se včimo iz Božje besede, te to tu prenašamo v svoja vsakodnevna življenja. In to je pravzaprav pravi namen bogoslužij. Poslušati Božjo besedo, včiti se iz njej, jo prenesti v svoje življenje v vsakom dnevi in to živeti. Nam to uspeva? Nam to uspeva? Galte včasih bole, včasih pa menje in največkrat je popolnoma odvisno od mene samoga. Od mene samoga, kjavko da Božja beseda delovala v mojem življenju. Mo dovolo svetomi duhi, ka uravnava vse moje odločitve, ali mo pa ga sam odločil od vsem. Ja, velika razlika je. In znate, dostakrat se v svoje življenje moramo na hitro odločati od določene stvari. Na hitro se moramo odločati. In iz svojega lastnega življenja vam povem, kad tiste hitre odločitve so najsigdar najboljše odločitve. Dostakrat je boljše prespoti stvar in se te odločiti. Zato, kad hitre odločitve so včasih, što je to pravi, brez glave odločitve. Ali obstaja pa tu še neka, po drugoj strani, da te pred avto skoči srna, ti ne mreš prespoti. Kad bi se odločil, kako boš, moraš na brzino odreagirati, moraš v trenutki odreagirati. In dragi moji, vseeno, Božji otrok bi mogel vsikdar odreagirati tak, kak njegov nebeški oče od njega pričakuje. In zato je to pomembno, kad se včimo iz Božje besede in te to tu živimo. Pogled nazaj v svoje življenje je sigdar dober za usmeritev naprej. Kad znamo odreagirati te v bodočnosti noček. Napake iz preteklosti, galte napak nešćemo, dostakrat mi se spominjate, ali napake iz preteklosti morajo biti upozorila za moje, za tvoje življenje, za prihodnost. Za tisto, ko ještě pride, ali najprej se moramo teh napak zavedati. Mi dostakrat mislimo, kad vse, ko mi delamo, je vrede, je tako dobro, je tako najboljše, ali večkrat napravimo napake,
ali to, kad se zavedamo napak, to pa je delo Svetoga Duha v mojom in v tvojo življenje. To je delo Svetoga Duha, kad nas spomne toga, ko je dobro in ko je nedobro. Znate, za Svetoga Duha je Jezus tok provo. Janezi 16. tale in 13. vrstica tok piše. Tok je Jezus provo za Svetoga Duha. Janez 16.13. Ko pa pride on, duh resnice, vas bo uvedel v vso resnico. In te še nadaljuje. Vas bo uvedel v vso resnico. Resnica, istina, beseda, pitanje, štero se vlče skozi celo zgodovino človeštva. In znate, bil je eden vladar, šteri je povedal, šteri je izrekel to vprašanje na glas. In to vprašanje je postavil Jezuše, da bi mogel tej vladar po pravici, po resničnih dejstvah Jezuša obsoditi ali pa oprostiti. Vsi že sigurno znate, što je to bil. To je bil Pilat, šteri je izpovedal to znamenito vprašanje, štero je zapisano v Janezi 18. poglavje, 38. vrstica. Janez 18:38. In tok glasi to vprašanje. Kaj je resnica? Kaj je resnica? In dragi poslušalec, da imaš razjasnjeno to vprašanje v svojem življenju, da imaš v svojem življenju trdno postavljene meje, granice glede istine, glede resnice, da se ti dogajalo, če duže menje napak. Kaj je resnica? Jaz mislim, da smo se vsi že sigurno znašli v situaciji, v kakšnej situaciji, da smo mogli braniti, da smo mogli zagovarjati svoje besede. Kad smo se znašli v takšnej situaciji, da smo mi neka pravili in ti je nekako to, po domače povem, vyobrno. Pravo načišel istino od toga, ko smo mi dejansko pravili in smo te mogli svojo istino zagovarjati. Sigurno se je že vsake med nami znašel v takšnej situaciji in, dragi moji, zato je tako pomembno, kad smo Božji otroci, kad smo Božja deca, sigdar vodjene od Svetoga Duha, zavolo toga, kako smo že prešteli, on, duh resnice nas bo uvedel v vso resnico. Ne samo v delno istino, pač pa v popolno istino, v vso resnico. In zdaj pogledamo še malo bolj globoko v Božjo besedo, kada nam to vprašanje glede istine jasno in mote v njej tu živeli. Torej, kaj je resnica? Ko je istina? Kakšen je pravilen odgovor na to pitanje? Ko je istina? Je to, ko ge pravim istina? Je to, ko ti praviš istina? Ali je to, ko tisti brat ali tista sestra pravi? Je to istina? Kaj je resnica? Pilat, ti vladar, poleg toga, kaj je imel v svojem življenju prepričanje, on je bil prepričan o nedužnosti Jezuša, je toga prenesel v svojo odločitev. On je to ne prenesel v svojo odločitev, ne izkoristil svojega položaja, kaj bi istina prišla v ospredje. Ali ge in ti
delava noček, kako pa se je odločil Pilat, ali sigdar stojimo na strani istine. Božja beseda nam jasno sporoča odgovor na to vprašanje, kaj je resnica. V Rimljanom 3:23 tako piše. Bar poglednemo. Ko piše v Rimljanom 3:23. Saj so vsi grešili in so brez Božje slave. To je istina. In dragi moji, to je tragična istina, štera zadeva vse nas, vsakoga med nami. Vsi, niti eden je ne tu izvzeti, razen Jezuša. Saj so vsi grešili in so brez Božje slave. To zadeva vse nas. Ali, dragi moji, obstaja ještě druga stran. Obstaja tu ještě druga istina. In v Božoj besedi nam je dane več odgovorov, štere eden drugega samo dopolnjujejo in poglabljajo, da bi vsaki človek to rozmo in imel možnost prave izbire. Te odgovore nam sporoča sam Jezus. On nam sporoča in nam jih tu razloži, zakaj je to tak in zakaj je to noček. Najprej poglednemo Jezušov odgovor Judom, štiri so imeli svoje prepričanje. Oni so imeli svojo teologijo, svoje prepričanje, svoje razumevanje, ali vseeno so v enom trenutku začali verovati, kaj je Jezus obečani Mesija. V enom trenutku so tisto svoje prepričanje, štero so imeli, so spremenili in začali verovati Jezuše. V Janeze 8. poglavje tako štejmo, tako je zapisano v 31. in pa v 32. veršu še, tako štejmo. Kakšen odgovor je Jezus dal tem Judom, štiri so začali verovati. Teda je Jezus govoril Judom, ki so verovali vanj. Če ostanete v moji besedi, ste resnično moji učenci. In ti dole pravi to, in spoznali boste resnico, in ko je resnica napravila, in resnica vas bo osvobodila. Dragi moji, torej, Božja beseda, Božja sveta reč, to je, pošteroj pride, to je osnova, pošteroj pride do toga pravoga spoznanja, za koj se pravzaprav ide. Božja beseda, to je naš temelj. Na te učbenike, štere se nucajo po raznih izobraževalnih ustanovah. Ja, gelte, zdaj še malo, deca pa te pašli v šole. Žal. Ali pa hvala Bogu, kad te se leko pa včili. Kako je zime? Učbenike davajo določena znanja, davajo določena spoznanja od določene tematike. Božja beseda, dragi moji, Božja beseda pa edina dava pravo spoznanje. Edina dava to pravo spoznanje, štero vodi te v pravo svobodo, štero vodi v pravo istino. In zato je tako važno, kad spoznamo to istino. Kaj je resnica? Jezus je v svojoj velikoduhovniškoj molitvi, torej v molitvi, ki prosi svojega nebeškega Oča, tudi za bodoče generacije, molo tudi s temi besedami v Janezovom evangeliju 17. poglavje in pa 17. vrstica. To, ki je Jezus molil tudi za mene, tudi za tebe, znači za bodoče generacije. Posveti
jih v resnici. Tvoja beseda je resnica. Tu je znova poudarek na Božoj besedi, znova poudarek na tom Božjem sporočilu mene in tebe, kot osnove, kot temelje za pravo krščansko življenje. Božja beseda, dragi moji, ne prinaša samo sporočilo od istine, pač pa je istina. Božja beseda je istina. In tako, istina vsikdar razkriva laž. Istina vsikdar razkrije tisto neresnico. Dnešni odvetniki na sodiščaj dokazujejo istino, resnico za svoje klijente. Ja, to je naloga odvetnikov. Na vsaki način želejo prikazati svojo stranko v luči resnice, v luči istine. In znate, žal, večkrat se te zato, da bi dokazali istino, poslužujejo laži. Žal. Ja, to so dejstva. To so dejstva. In zato je toliko nepravilnosti na tom svetu. Ko je torej istina? Kot prvo smo videli, tvoja beseda, Božja beseda je istina. Božja beseda, Božje sporočilo človeštve, to je osnova, na šteroj je te potrebno graditi svoje življenje, kaj bi lahko človek dosegel te večni cilj v Božoj prisotnosti. Dragi moji, brez toga to ne ide. Tvoja beseda je resnica. In Jezušov odgovor tem Judom, štere so začali verovati, vsebuje ešte nekaj več, ešte nekaj, ko je potrebno prenesti v svoje življenje. Če ostanete v moji besedi, ste resnično moji učenci. Torej, še eno ponovim, Božja beseda je temelj, je osnova, štere nas pelati do pravoga izvora. V Janezi 8:32 pa smo tako prešteli, in spoznali boste resnico, in resnica vas bo osvobodila. Ja, dragi moji, poznanje istine komaj prinaša pravo svobodo. To komaj te prinaša pravo svobodo. In še eno ponovim naše vprašanje, od šteroga v tom jutri, kad tako povem, razpravljamo, na šteroga probamo dobiti odgovor. Kaj je resnica? Ko je tisto, ko prinaša pravo svobodo, pravi mir, pravo radost? Znate, to so se verjetno pitali tudi Jezušovi učenci, do njih je Jezus govoril od samoga sebe. Govoril njim je od svojega življenja, govoril njim je tudi od toga, ka je zdaj prišel trenutek, da on odhaja od njih, da on ide nazaj odkec je prišel, da ide nazaj k svojemu oče. In znate, bil je eden učenec, Tomaš, malo je to v negativnem prizvoku predstavljene, ali to je najgli negativni prizvok toga človeka. Tomaš med njimi je bil najbolj radoveden. In bil je tudi najbolj iskren. Bil je tu najbolj iskren in je Jezuša direktno pital od njegovega govčanja. Jezus njim je nekaj razlagal, nekaj njim je govčal in Tomaš, on je pripoznal, kad toliko Jezus govči, ne razme. Ne razme genau toliko govči in je te postavil tok svoje pitanje. Gospod,
Janez 14:5 veršoš, Gospod, ne vemo, kam greš. Ne vemo, kam greš. Kako bi mogli poznati pot? In že sem pravil, Tomaž je tu zelo iskren. Tu je on zelo odkrite in v določenoj mere je on tu zaskrbljene. Zavolo toga, kaj je naješče imel toga pravoga spoznanja, najše v popolnosti rozmo Jezušovega poslanstva. On je tu bil zaskrbljene. In drage prisoten, dragi poslušalec, ali ti razumeš Jezušovo poslanstvo za tvoje osebno življenje? Ali ti razumeš tvoje poslanstvo, šteroga ti je Jezus zavipal? Ali to razumeš? I znate, Jezus niti enoga štere išče prave odgovore, ešte ne pusto na cedile, ne ga je pusto brez odgovorov in tu Tomaž je dobo pravi odgovor. Tomažova zaskrbljenost je bila, ne vem, ne vemo, ne poznam poti. Jezus pa njim tako odgovoru na njegove dileme v 14. tale Janezovega evangelija 6. veršoš so znamenite Jezušove besede. In to k njime prave, na to njegovo ne vem. Ne vemo, kako bi naj znali, kako bi naj poznali to. In Jezus njime pravi to, jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k očetu drugače kot po mene. Aleluja. Dragi moji, Jezus je tu na najbolj jasno, najbolj odkrito spregovoril o svojem poslanstvu tu na zemlji. Najbolj odkrito, najbolj jasno je tu pravo razodel to, za ko je on prišel na zemljo. On pravi, nekaj je ena od poti. Ne, on pravi, kaj je on edina pot k očetu. In da je Jud čul izpoved, jaz sem, tako smo prešteli, jaz sem pot, resnica in življenje. Da je eden Jud, da je eden Židov čul izpoved, jaz sem, je dobil sporočilo, dobil eno posebno informacijo, ka se ide za obečanoga Mesijo. Spomnimo se, večkrat je to na poseben način bilo povedano v Božoj besedi. Dostakrat zasledimo to, jaz sem. Jezus je to v posebno v Janezovem evangeliji na jedan poseben način povdaril, kaj bi ljudje spoznali, što on je. Jaz sem. In Jezus je to, kako sem že pravil, največkrat v Janezovem evangeliji povdaril, kaj je on te štere more priti. To, ko ga je evangelist Janez pital, si ti tiste, štere more priti, ali pa noj čakamo drugoga? Jaz sem. Jezus je te, štere je mogel priti. In Tomaž ti dobiva informacijo, štera je pomembna, štera je odločilna za vsakoga človeka. In bar poglednemo, ko tu Jezus pravi, tu mene in tu tebe, vsakome človeke. Kot prvo, jaz sem pot. Jaz sem pot. Jezus najprej razodeva način, kako priti do cilja. Kako priti do toga pravoga cilja. In da se mi zastavimo kakšen cilj, ko moramo najprej znati. Ko moramo, zdaj se notr vtipka, pa se čas zna vse.
Najprej moramo znati, kje smo. Najprej moramo znati, kje se nahajamo. Kako smo prešteli v Rimljancom 3. tale? Vsi ljudje so grešili in so brez Božje slave. Najprej se moramo toga zavedati. Najprej se moramo toga zavedati. Imeti, poznate svojo lokacijo. In te komaj moramo, ko gledamo, kje je cilj in kako se do toga cilja pride. Torej, seznaniti se moramo s potjo, štera nas pripela do našega cilja. In vrđen, kaj je cilj vsakoga med nami priti v nebeško kraljestvo. Ne? Je? Aleluja. Naš cilj je priti v nebeško kraljestvo. Ali, kaj bi toliko dosegnili, dragi moji, nam je potreben Jezus Kristus. Nam je potreben On. Zavolo toga, ker On je edina pot k očetu. On je edina pot k očetu. Vera v Jezusa Kristusa, njegovo življenje, kot naš vzor, štero ga posnemamo, njegovo trpljenje, smrt na križe na mesto nas in njegovo stajenje je pot, ka se pride v nebeško kraljestvo. Jaz sem pot. To je prva stvar, ka znamo što in kako nas pripela do cilja. In te druga stvar, štero je Jezus pravo, štero je odgovoro Tomaže, pravi tok, jaz sem resnica. Jaz sem istina. Jezus tu pravi, kaj je nasprotje tome, ko je šotan prinesel Adame pa Eve že ta v raj. In je to povzročilo, ka sta bila odstranjeneva iz Bože prisotnosti. In zavolo toga, ka On je resnica, ka Jezus je ta istina, je On pot nazaj k Oče. In zavolo toga ima vsaki možnost, vsaki človek ima možnost tudi za to trečo stvar, štero je Jezus pravo Tomaže, in to je, jaz sem življenje. Haleluja. Jezus je v Janezi 10. tale 10. veršuš tok pravo od razlike med njim in pa njegovim nasprotnikom. Tu je opisana razlika med Jezusom in pa njegovim nasprotnikom. To piše Janezi 10. veršoše. Tat prihaja samo zato, da krade, kolje in uničuje. Kolikokrat si to v tvojem življenju doživel? Kolikokrat si bil okraden na različnih področjih tvojega življenja, zavolo toga, ka si vrvo šotane, zavolo toga, ka te je On prevaril svojo flažjov. Kolikokrat si bil čista nokle, čisto na tleh, kolikokrat si bil mrtev, ubite, uničene zavolo toga, ka je šotan posegnil v tvoje življenje. Ali, dragi poslušalec, obstaja ještě boljši način. Obstaja ještě nekaj več. Jezus pa pravi za sebe tok. Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v izobilju. Haleluja. Haleluja. To je ta radostna vest. Jaz sem pa prišel, da bi imeli življenje. Moj nasprotnik je prišel, da bi bil, da bi uničil, da bi zložil, da bi pokvaril. Jaz sem pa prišel zato, da bi vsake imel možnost življenja v enom obilje Božjih blagoslovov, Božjega mira, Božje radosti, Božje prisotnosti. Torej,
dragi moji, Jezus ne samo nikše povprečneš, nekak izmed mnogih. Ne, on je edini. Štere ne samo ka obečava, pač pa v resnici dava to, ko on pravi. Ko je istina? Kaj je resnica? Kome boš ti verval? Kome boš verval v svojem življenju? Kako boš se odločil v svojem življenju? Kome boš sledil? Kome boš zaupal? Tat prihaja samo zato, da krade, kolje in uničuje. Ja, to je ta stara koča, to je taj naš nasprotnik, to je šotan. Ali jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k očetu drugače kot po mene. To pa je Jezus. Kome boš verval, kome zaupal? Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju. Dragi moji, to je istina. To je istina. Začetke smo popevali, je istina, ka Jezus mrov i grehe mi zbrisao. To je istina. Aleluja. To je prava istina. Po Jezuše. Po Jezuše. V Jezuše. Z Jezušom smo mi zmagovalci. To je prava istina. In dragi moji, vsak ima na izbiro. Nišče ne mre povedati, ka ne imel izbire. Ne, vsaki človek ima na izbiro, za koj da se odločil. In zaključen s tem, ko pravi Jakob v 4. poglavju 7. vrstice, on pravi tok. Podvrzite se torej Bogu, hudiču pa se odprite in bo od vas pobegnil. Aleluja. No je dober Bog vsakoga med vome vode v tom in blagoslove. Amen. Amen. Gospod sveti, hvala je tebe za to, kad nam ti davaš odgovore na to, ko je istina. In hvala ti, Jezus dragi, kad si ti istina. Kad si ti življenje, kad si ti ta prava pot. In pomore sejnom, pomore vsakome, štere posluša tvojo besedo, kad bi se držale tebe in kad bi ostale na toj poti, kad bi ti prišli do prave istine in do pravoga življenja v tvojoj slave za vso večnost. Jezus dragi, hvala je tebe, kad ne samo te, da se dobro počutimo, kad ne samo te, kad bi te zavipali tebe, pač pa tudi te, da nam je najdobro, te ještě bolje čutimo tvojo milost, tvojo ljubezen, tvojo dobroto do nas in tako tudi za vse tiste, štere jim ne ide dobro. Tudi za njih prosimo, Gospod dragi, kaj jih držiš v tvojoj dlane, v tvojoj roki, Gospod dragi, jih blagosloviš, jih čuvaš, Gospod dragi, in pelaš po toj poti, štera si sam ti, Jezus Kristus, kad bi to ksiv Küper in še mnogi drugi prišli do toga večnoga cilja. Hvala ti, kad boš z nami, zato kad to je tvoje obećanje in imamo sigurnost, kad ti niti enoga tvojega ne pustiš samoga na toj poti, pač pa nas želiš spremljati in to delaš po tvojem duhu v vsakom dnevi našega življenja. Gospod dragi, te i keden štere je pred nami, predajem v tvoje roke, v tvoje vodstvo, v tvojo zaščito in Gospod dragi, tudi za vse tiste, štere se nahajajo v tom vrtinci vihera, Gospod dragi, v toj negotovosti glede njihovih osebnih življenj, glede njihovega osebnega imanja, po toj katastrofi, štera se zgodila, Gospod dragi, tudi njih blagoslavljamo v tvojem svetom imenu. Gospod dragi, pomori nam, da imamo odpreta naša srca za pomoč, za sočutje in za blagoslov. Boj proslavljeni ti, Bog Oče,
Bog Sin i Bog Duh Sveti, od zdaj pa vse do večnosti. Amen. Amen.